Beni, lepo pozdravljeni. Dolgo smo si prizadevali, da vas dobimo pred naše kamere. Končno nam je to tudi uspelo. Kako ste? Evo, hvala. Jaz sem super. Zelo sem vesel, da ste prišli, da je končno malo neke te slovenske domačije prišlo in prosim tiki me, ne me vikati. Hvala. Popelji nas prosim čez tvojih prvih 5 mesecev v Manchester Unitedu. Mi, ki te spremljamo iz kroga v krog, se nam je to obdobje zdelo precej turbulentno. Meni je bilo, iskreno povedal, mi je bilo zelo dobro. Seveda vse ta neka sprememba, novi svet, je bilo intenzivno, ampak enostavno se mi zdi, da to je bilo nekaj, kar sem si zmeraj želel. Prišel do neke meje, kjer sem verjel kot mali, da hočem biti tukaj. Tako da šport enostavno je tak, da turbulentno lahko v vsakem klubu, v vsaki neki periodi. In to je vse, mislim, odvisno od koga, kako si vzame to. In jaz sem si vzel kot neko učenje, neka zadeva, kjer pač enostavno rabim čas. In moram reči, da sem se iz dneva v dan sem bolj navajen. Enostavno se počutim zdaj tukaj res kot doma. In to mi se mi zdi, da je najbolj pomembno, da se tudi počutim res sprejetega. In sem tudi dokazal to na igrišču, na treningih in se mi zdi, da to je najbolj pomembno. Skozi tvojo celotno kariero sloviš kot velik profesionalec. V tvojem novem domovanju v Manchesteru pa si bojda ustvaril pravi mali športno-rehabilitacijski center. Katere metode in pripomočke vse uporabljaš, da ostaneš na najboljši možni formi in da je tvoja regeneracija čim hitrejša? Definitivno sem od začetka že gledal na hišo, ki ima enostavno vse, od bazena do savne, do ISBF-a, od samih nekih pripomočkov, kot so fitness, je seveda bilo ena izmed teh velikih stvari, da lahko tudi, ko pridem domov, dodatno treniram. In skozi čas, potem ko sem to neke stvari dobil, začel še iskati kuharja ter privatnega fizioterapeuta. Se mi zdi, da delo se zmeraj poplača na detajlih. Če daješ vso moč oziroma vso neko pripravljenost na te stvari, se ti slej ko prej povrne. In to so te neke stvari, ki sem si jih tudi kot mali nekako želel, da ko pridem do tega nivoja, da bi tudi te stvari lahko imel. In sem zelo vesel, da so se tako razpletle, kakor se je, in rad uporabljam vse zadeve na vsakodnevni bazi. Dejal si kuharja, kaj najpogosteje na meniju? Jaz mu zmeraj rečem enostavno, da lahko čara, kar želi, samo pomembno je, da je povezan z nutricionistom v klubu, da točno ve, kaj moramo vsebovati, kaj potrebujem, da lahko naslednja v bistvu na najvišjem nivoju igram. Seveda. Pa je ta tretma, o katerem govoriš, a je to nekaka normalna praksa sedaj na najvišjem nivoju nogometa, ali si ti eden redkih, ki ima vse stvari tako dodelane? Jaz bi rekel, da vsak je poseben, kar se teh stvari tiče. Nekateri imajo to radi, res izvirajo na detaljih, kakor pač jaz. Imaš pa ljudi, ki enostavno trenirajo svoje tukaj, grejo domov in živijo svoje privatne življenje in ko drugi dan je nov dan in spet ponavljajo. Tako da to je vsak odvisen, kakšno željo ima, iz kakih stvari izviraš, kakšni so tvoji generalni cilji. Tako da se mi zdi, da je to zelo posamezno. V jesenskem delu si se veliko v igri ponujal, odpiral prazni prostor, vtekaval tudi v globino. Enostavno mi pred malimi ekrani in v studijih smo včasih noreli, češ, zakaj mu niste dali žoge, lahko bi ga spravili v situacijo za zadetek. Kako si ti sam doživljal te situacije? Si tudi ti čutil, da bi se lahko, če bi prišlo do te zadnje podaje, večkrat znašel v situaciji za zadetek? Seveda, zmeraj lahko boljš, ne. Jaz sem svoje delo opravil v smislu, da stvari, ki jih rabim jaz delati kot napadalec, sem jih naredil. Seveda tudi na meni zelo pomembno to, da jaz povem igralcem, kjer
če me tekmo niso podali, da jim pokažem posnetek po tekmi, ali pa naslednji dan, da se lahko to naredi oziroma popravi naslednjo tekmo. Se mi zdi, da zadnje tekme se to veliko bolj popravilo, zato ker ne samo jaz, ne samo vi, tudi drugi ljudje vidijo to. In tudi jaz sem v bistvu pri tem naredil korak naprej in sem enostavno začel z soigralci govoriti. Si začel govoriti tudi bolj v garderobi, ker na igrišču si bil precej uvideven, nisi mahal z rokami, nisi krilil, nisi bil ta tip napadalca, ampak si nekako skromno šel čez to nek način adaptacijo. Ja, ne, seveda. Bil sem bolj v tišini, bom tako rekel, ampak ja, na takem nivoju, na dolgi rok je zelo težko, zato ker če ne poveš soigralcem, kaj želiš, v kateri situaciji želiš žogo, bojo težko vedeli, ne. Tako da, zato sem tudi rekel, da zadnje tekme se to je veliko spremenilo. Seveda so situacije, kjer se še lahko igra, ampak ne mora biti vse popolno. Pomembno samo, da se to nadgrajuje in jaz verjamem, da bo to vsako tekmo še boljše. In ta gibanja in to tvoje delo za ekipo je opazil tudi Dimitar Berbatov, ki je pri Rio Ferdinandu z izbranimi besedami govoril o tebi. Tukaj pa so še ostale bivše legende Uniteda, ki na nek način, roko na srce, ustvarjajo to, so močno ustvarjajo javno mnenje. Kako ti doživljaš ta angleški medijski svet? Ne, seveda slišati od legend, ne samo Manchestera, tudi legend nogometa, ki jih vsi poznajo, je seveda lepo motivacijsko slišati, definitivno. Ampak sem človek, sploh odkar sem se preselil v Manchester, da sem bolj odsoten od socialnih omrežij, sem fokusiran na svoje delo, na svoje vsakdanje grajenje, kaj lahko popravim. Mislim, da to so te stvari, ki so na koncu najbolj pomembne za uspeh. Ravno o tem je govoril tudi tvoj agent Elis Bašanović v našem studiu, da imaš na telefonu neke vrste aplikacijo, ki ti blokira vsa ta družbena omrežja. Kako bi navadnim smrtnikom razložil, s kakšnim pritiskom javnosti se sooča osrednji napadalec Manchester Uniteda? Jaz sem pač rekel to, da jaz sem se pri tej stvari nekako dejansko znajdel, zato ker če ne veš, kaj ljudje govorijo o tebi, če ne bereš stvari, kar je danes, moramo iskreni, zelo težko, ker vse gre preko socialnih omrežij, preko govorjenja, mnenja drugih. Se mi zdi, da ljudje se napačno odzivajo na te stvari. Seveda bo zmerno vsak neko svoje mnenje, smo ljudje, ampak pomembno je, kako jaz oziroma drugi ljudje na to reagirajo. In jaz sem se pač tako na tem smeri znašel, da se pač od teh socialnih omrežij odstranim in živim življenje, ki je prisotno oziroma ki se na vsak dan dogaja in na stvarih, katere lahko jaz popravim, glede sebe, glede na igrišču in se mi, da to je najbolj pomembno. Pred 2 dnevoma je Michael Carrick postal nov trener Manchester Uniteda. Prej omenjeni Rio Ferdinand je razvil eno zelo zanimivo misel, da je on že kot igralec zelo dobro razumel, kako povezati zvezdno linijo z napadalci in da bi prav ti lahko bil tisti, ki bi največ profitiral od novega trenerja. Sta že kaj govorila, kakšne so njegove ideje? Ne, se pravi, imamo ga zdaj par dni in mi je zelo dober kot človek, kot trener. Ima neke vrhunske ideje, je oseba, ki je na detajle zelo orientiran, kar mi je zelo všeč, ker sem jaz enaka oseba. Vidi se že na teh treningih, kako detaljno dela, kar se tiče vezne linije, napadalne ter obrambne. In se zelo veselim delati z njim. No. Kako zelo ti ustreza pomik Bruna Fernandeša iz centralne zvezdne vrste bolj na pozicijo desetke, tista asistenca pri prvem zadetku proti Burnleyju je bila izjemna? Jaz z njim igrati na desetki, glede na to, da je neverjeten, fenomenalen igralec, je zelo dober, zato ker veš, da od njega lahko pričakuješ žoge, ki jih ne vsak lahko naredi. In še posebej pri tem prvem golu sem res užival, vedel sem, da je on tisti, ki lahko tako žogo da. In tudi že veliko drugih različnih situacij, tako da se veselim, da je prišel na to pozicijo in da mi lahko daje žoge.
Meni srečno v nadaljevanju sezone in želim ti, da čim dlje ostaneš v takšni strelski formi. Hvala.